I have decided, since I'm speaking about translations in Slovenian, I have decided to prepare my text in Slovenian, and I will start with a short introduction in English. If Jerome would be here, he would be circumcised with him there would be his Matronas. One of them was Melania, or at least we have two Melanias at the time of Jerome. And Melania, if she would come here, she would probably speak English, so everyone could understand, and she would say, "Is this seat taken?" And but we would have this conference 100 years ago, when a bit more than 100, when Jutta Frank in Ljubljana was in Leibach, and Melania would come and she would say in German, "Ist dieses Platz frei?" But obviously Melania can speak Slovenian, so she can say, "Ali sme sestri." Z tehničnega vidika, vsebinskega, smiselnega vidika so vsa tri vprašanja popolnoma enakovredna in globokoljubna. Če bi jih prevedli to besedno, kot kalke, bi imeli popolnoma nasprotujoče stavke. V angleščini namreč vprašamo, ali je ta sedež zaseden, v nemščini, ali je ta sedež prost, in v slovenščini, ali smem sesti. Ker se pač ukvarjamo za prevodi, ali želimo spregovoriti nekaj o liturgičnih prevodih, je dobro, da vidimo, da ekološko besedilo je izjemen korpus, ki ga cerkev ureja danes preko kongregacije za bogoslužje. Od rimskega misala, ki ga je prolongiral papež sveti Pij V. leta 1570, je počasi dozorevalo v cerkvi neko spoznanje, ki je konnotiralo v drugem Vatikanskem konciliju s konstitucijo, ki je določila novo pripravo novega rimskega misala. Papež Pavel VI, sveti papež Pavel VI govori, da je podrobna pozornost bila namenjena oracijam, ki niso zgolj mnogo številčnejše, temveč bolje odgovarjajo novim potrebam sodobnega časa in tudi mnoge posebej tiste starejše so popravljene z naslovi najstarejših virov. Ko govorimo o ekologiji, govorimo o misalu ali pa o knjigah, ki jih bogoslužje uporabljamo. In ideja obogatitev tega oracionala, korpusa oracionala, misala tridentinskega, je v primerjavi z prejšnjim misalom ne le povečano število oracij, ampak predvsem v večjem in širšem prevzemanju dediščine ekološkega materiala iz najstarejših zakramentarjev, o katerih smo slišali v prejšnji konferenci. Ne samo za kratko statistiko povem, da recimo za preprosto adventni božični čas v misalu, ki ga je pripravil pokoncilska prenova, vključuje 47 formularjev za 102 različnima oracijama. Za razliko od prejšnjega misala je bilo le 19 formularjev za 60 oracijami. In ta razlika 66 oracij pomeni zgolj 4 nove kompozicije. Vse ostalo je povzeto iz ekološkega materiala iz izročila. Nekatere od oracij migrirajo, kadar se pripravljajo nove knjige, kriterij, ki vodi migracijo in zamenjavo, pa je večje sovpadanje nekemu teološkemu načrtu, še posebej liturgičnemu času. Celotna prejšnja konferenca je bila posvečena zakramentarjem, jaz bi vendarle o zakramentarjih spregovoril kaj podrobneje. Namreč zakramentar je liturgična knjiga, ki prinaša evhologijo. Zakramentar ne prinaša nobenih navodil, kaj naj ljudstvo ali duhovno počne, ampak prinaša preprosto besedila, ki so namenjena molitvi. In najstarejši zakramentarji, ki jih cerkev pozna, ali zgodovina liturgije pozna, so Gelazijev, Leonov ali Veronski ter tako imenovani korpus Gregorijanskega, ali imenovani so pač po papežih, ki so bili na svetem sedežu, svetega sedeža med 5. in 6. stoletjem. Dejstvo je, da je zgodovina komponiranja teh liturgičnih knjig zakramentarjev, njihovi odnosi in njihova vzajemna soodvisnost vse prej kot neka jasna zgodba, ampak predvsem temelji na delovnih hipotezah nasprotujočih si mnen zelo različnih raziskovalcev. Če začnemo z prvim, to je ta Leonov ali Veronski, pravzaprav ni pravi zakramentar, je preprosto zbirek
zbir različnega arheološkega materijala, ki se je uporabljal po titularnih, danes bi rekli župinski cerkev mesta Rima, in te majhne knjižice, ki so bile namenjene bogoslužju, so se potem v neki knjižnici, najverjetneje v knjižnici v papeškem arhivu svetega Janeza Laterana, zbrali in nastala je ta knjiga. Ti libeli misali od 5. 6. stoletja odsevajo še stoletja nazaj, se pravi nekje med 5. in 6. stoletjem. Pravi resnični sakramentar je komaj še Gelazijev, sliko imam tega Gelazijevega sakramentarja iz slavnega iz kodeksa Reginensis in arheološki material je organiziran prav podobno kot so današnje liturgične knjige ali misal, torej z Tehoravo, Sartoravo in nedeljami v letu, plus votivne maše. Predstavljamo si, omenil sem prej, celotno leto imaš samo 16 formularjev. Problematika tega Gelazijana je danes nekako razrešena z teorijo predgelazijansko knjigo, ki jo je uporabljala cerkev v Rimu oziroma titularna cerkev. Tretji pomembnejši korpus je pa še Gregorijev sakramentar. Tega poznamo v številčnejših izvodih od prejšnjih dveh in knjigo od 8. stoletja pripisujejo Gregorjevi. Zdaj pa Gregorijan je pa imel poseben razvoj. Gregorijan je imel pa razvoj, da ga je papež Honorij obogatil z novimi prazniki in papež Hadrian okoli leta 780 poslal Karlu Velikemu, da bi ta poenotil sensus Romanum s frankovsko liturgijo. Tako je na galikanskem področju nastal novi Gregorijan tip 2, ki ga hrani kodeks v Padovi. Tip 2 se pa kasneje zlije še z Gelazijanom, postane zadeva komplicirana in nastane Gelazijan 8. stoletja. Imenujemo ga Gelonski. Govorim zato, ker bomo potem pripravili anonito iz Gelonskega sakramentarja. Njegova problematika je, ker ima mnogo podobnih besedil ali pa besedila, različna besedila za isti formular. Iz njega potem izhaja sakramentarij San Gilema ali pa iz San Gala. Ta Gregorijan, ki je bil poslan Karlu Velikemu, je bil v mnogočem nepopoln. Zato se je v zadnjem desetletju 8. stoletja tako pojavil tako imenovan suplementum. In tako se zaključi trilogija Gregorijevega sakramentarja, ki ga sestavljajo Adrianom, ki je papež Hadrian poslal, suplementum in Gregorijanom, ki ga hrani knjižnica v Padovi. Je tipično presbiteran, se pravi notrniško-falskih bogoslužij. To vse je nek fond, iz katerega je povzemala liturgična prenova drugega Vatikanskega koncila. Tukaj so vzeli besedila, da so sestavili prenovljen rimski misal svetega Pavla VI. Vendar niso se omejili zgolj na vrste novih besedil, temveč so ta besedila pogosto spremenjena je celotna fraza, združena sta dva različna elementa, dodali nov člen, ampak neko hrbtenico tega formularja rimskega sestavljajo 3 oracije, glavna mašna proška je kolekta, obhajilna, proška na darovi in obhajilna postkomunijo. Tudi te med seboj v različnih formularjih teh sakramentarjih migrirajo. Zraven tega je pa spremenjen bil v novem misalu posebej še koledar in sanktoral. Koledar, ki je nekoč že temeljil na tako imenovanem Hieronimovem martirologiju, je bil obogaten potem še z galikanskim izročilom nekaterih svetnikov in to nas posebej zanima. Zdaj, kadar se lotimo nekega liturgičnega besedila, neke premičnega dela rimskega kanona, potem v zgodovini prevodov nekako prevladuje preferenčna neka klasična filološka metoda. Ampak klasična filološka metoda predpostavlja, da je besedilo homogeno. Z drugimi besedami, da je formulacija od začetka do konca napisana v istem tipu latinskega jezika. Formula je sestavljena od enega avtora v določenem trenutku zgodovine in za določena auditorija. Če je ta kriterij veljaven za mnoga, pa ne za vsa antična besedila, gotovo ta kriterij ne velja več za rimski misal pred prenovljenstvom koncilom. Ta reče pa enostavno. Gelazijev sakramentar je urednik uporabil arheološko obstoječe besedilo.
besedila, kot smo rekli, rimske libeluse, ki jih je našel Leonim Zakramentarju, jih je preoblikoval, dodal svoja besedila in to je bil namenjen auditoriju, ki ga relativno dobro poznal in je bil del tega auditorija. Urednik, imenujemo ga pošiljatelj, in občestvo sta imela več skupnih različnih elementov. Enako vero, enake zgodovinske okoliščine, enak jezik, enako kulturo, enake teološke kulturne predstave, sheme, enako razumevanje gest, prostorov, odnosov med ljudmi. Urednik in občestvo živite znotraj istega kulturnega sistema, enakimi izrazi in jezikom in ta fenomen velja tja do 6. stoletja. In če gremo v zgodovino nazaj, ta fenomen velja vsaj tja, ko je latinska bogoslužje postopoma iz grščine postajalo latinsko. Po pravilu je urednik tudi subjekt liturgičnega obhajanja ali pa je tega občestvo zelo blizu. Ko pa se pomaknemo po zgodovini kasneje, postane zelo precej bolj kompleksna. Namreč, besedila ne odražajo več vero kulture, niso več namenjena občestvu, ki bi kot prejemniki ta besedila razumevali. Zato prihaja do diferenciacije besedila z gestom. Torej, besedilo, ki govori o neki gesti, circumstantes, več ni merodajno, ampak se to se začne pojavljati neka rubrika, nek komentar, kaj takrat naredimo. Besedilo je šlo po svoje. S tridentinskim koncilom pa so te posledice že tako očitne, da govorimo o neki kulturi liturgične knjige. Besedilo je, jezik je besedilo, geste so v rubrikah, kulturni kontekst pa je že zelo drugačen, vendar mora občestvo obhajati prav s temi določenimi liturgičnimi knjigami. In če gremo od tridentinskega koncila še naprej, danes situacija bistveno bolj komplicirana ali kompleksna, namreč to isto besedilo lahko predstavimo v kulturni ali planetarnega globalnega sveta. Če bi rekli, da je tridentinsko obdobje še neka predznanstvena kultura v teološkem in tudi v profanem območju, lahko moramo danes ali pa od Galileja naprej priznavati dominacijo nekega znanstvenega konteksta ali mišljenja, besedilo pa še zmeraj odraža pred galilejsko kulturo. Torej, zanima nas, kdo je ta končni urednik. Danes je to naš sorodnik, ki nam pripravi besedilo, vendar njegova situacija, zgodovinska, njegove kulturne, teološke sheme, še zdaleč niso, kot so bile v preteklosti. Odnos med urednikom in uporabnikom je zelo drugačen kot Gregom Velikim in recimo njegovim občestvom, za katerega je besedilo napisal. Danes postane besedilo pravzaprav tujec, v odnosu do občestva je komponiran jezik, ki se ga več ne govori, tudi oracije v Misali Pavla VI so komponirane v latinščini in šele kasneje namenjene univerzalne cerkvi, za katoličane zahodne kulture, bližnjesodne kulture, afriške, latinoameriške, japonske, kitajske, polinezijske. To je samo bris, da klasična filološka metoda odpira zahteve po nekih modernejših pristopih v lingvistiki. Potem je pa še druga stvar, neko besedilo je stvar nekega konteksta in ta kontekst ni zgolj literaren, ampak celebrativen. Besedilo določa neko dogajanje, neko dejanje. Besedilo, kot je prošnja na darovi, je prav komponirana prav v smislu, da opiše ali spremlja ali podari ali razloži neko liturgično dejanje služi. Torej, besedilo znotraj konteksta ga moramo razumeti še v predu, v gestah in v skrivnosti, ki obhajamo, seveda besedilo pri krstu ali pri Euharistiji drugačno in seveda v nekem liturgičnem specifičnem času. Torej, je besedilo le neki manjši del širšega dogajanja, besede, ki ima performativni značaj. Zato govorimo kot o obstoječem bohološkem besedilu, to govorimo kot o nekem lingvističnem dogodku znotraj nekega konteksta. Bezreče pomeni storiti. Preglejte bohološke besedilo Svetih Hieronim. Svetih Hieronim seveda v prvi knjigi, najstarejši knjigi Rimske cerkve, Galazijo za Zakramentarje, ne obstaja. Obstaja
obstaja veliki glosi iz 8. stoletja, ki je v tem spremenljivem delu rimskega kanona, ko se doždevajo svetniki, naštet zraven Hilarija Martina, Ština, Gregorja in Benedikt. V Veronejcu plani, v zakramentalju v Leonski plani, ker pač ta vsebuje kanona, vendar se pojavi že ne več kot glosa, pa že kot besedilo v misalu iz Bobija. Misal iz Bobija je nastal nekaj v 7. stoletju in tukaj imamo med svetniki, ki so sicer številčno določeni v kanonu, vendar le že več kot glosov besedila imamo vnešenega svetega Hieronima. Šele v gelonskem preomenjenem zakramentalju pa imamo končno neko oracijo, ki govori o svetem Hieronimu. Ta oracija je čisto splošna, praznujemo pač rojstni dan za nebesa nekega svetnika in naj ta prosi za nas, naj imamo pač zasluge, naj imamo benefiče od njegove priprošnje. Zanimivo pa je, da je to preprosto predelana oracija za svetega Vita, menjamo besedo Hieronim in je to oracija, ki je v bistvu zakramentalju najdemo pod številko 620. V Korveju je bil stoletje kasneje izdelan zakramental, ki ga danes imenujemo po Fuldi. In ta je zanimiv, preprosto, če pokažem, zanimiv je zato, ker se prvič pojavi Teidži tu. Ta začetek rimskega kanona začnejo slikati z križem, to še danes okrasa vseh liturgičnih vseh misalov in takrat se ponovno tudi zaradi podobe tega križa pokloni, se pravi knjiga vpliva nazaj na gesto, ki se bo služil izvaja. Pač posebej zanimivo to ravno pri primeru iz tega zakramentarja. V 8. in 9. stoletju liturgične knjige za Rim glavno nastajajo na nemškem. In ta izhodi ima pa že dve glavne vašne prošnje, tudi to je ena posebnost. Ta druga vašna prošnja iz Fulde govori nekaj več da je že nekaj o vsebini Hieronimovega pomenu, zapravljanja v Svetem pismu, ljubezni do Božje besede, da je bil uveden v svete zakramente in da so praznova njegov praznik, spet podobno kot prej, prosimo, da bi imeli zasluge, da bi jim kaj pridobili ob njegovo priprošnjo. V Fuldi je v tem zakramentarju še dodatna oracija, da rekli bi poka in prošnja. Ta prošnja lahko potem najdemo v misalu iz Martinana z 13. stoletja, kjer je migrirala, kjer je postala zdaj glavna vašna prošnja. Tudi tukaj v glavnem, da je pač konfesor, spoznavalec, da je pravilen interpret Božje svetega pisma in naj na njegovo priprošnjo zaslužimo pač kar prosimo. Istega obdobja, približno 13. stoletja, rimska kurija, poznamo dva kodeksa, misala rimske kurije, zelo podobna prošnja. To, kar imamo zdaj, tukaj smo ga imeli za doktorja, za učitelja, tam pa bi ga imeli za priprošnjo. Šele z misalom iz Trenta imamo nekaj večjih, bogatejših formularov. Svojem blaženju spoznavalcu si nam dal velikega učitelja razlaganja pisma, podeli, da bomo spet po njegovih zaslugah izvrševali. Vidimo, da je vzorec, ki je kar se ponavlja. Zdaj, preden bomo pogledali prošnjo, ki jo imamo danes v misalu, ki bo prenovljeno v drugem Vatikanskih koncilu, se bomo v tej prošnji vrnili, Deus Beatus je Bog, ki si svetemu Hieronima podeli veselje in ljubezen do svetega pisma, daj, da bo tvoje ljudstvo obilne, jaz se hranil s tvojo besedo in ne našo več življenje. V formularju spada še prošnja po darovanska prošnja in prošnja po Ukrajini. Zdaj, preden bomo pogledali še to prošnjo, je treba spregovoriti, pa želim spregovoriti, seveda ne o naročilu, ki jih je dal koncil po jeziku, ker o tem je preveč ali zelo veliko pisanega. To koncilsko obdobje določa 5 inštrukcij, ki določajo, kako konstitucijo konciliju uvajati. Pa naj jih samo omenim. Prve 3 so išle v prvem obdobju po koncilu, se pravi leta 64 do 70.
Interrekomenič je nek aplikativni vodič, dotakne se vseh členov konstitucije o bogoslužju, ki je sprejel koncil in spregovoril vse, razen ne spregovoril glasbe. Zato se čez 3 leta sporedno za dokumentom Musica Sacra pojavi Tres Applicanos, inštrukcija, ki že odgovarja na težave, ki jih povzročajo prenove. Prenova zlasti zaradi inkulturacije začne povzročati veliko težav v bogoslužju. Ne toliko problem prevajanja, koliko problem adaptacij ali pa inkorporiranja nekih lokalnih značilnosti. Zato se pojavi potem leta 70 nov dokument in že tukaj ena generacija, to je se pravi še ista generacija, odgovarja pa na 2 skrajnosti, ki se pojavita kot odgovor na koncil. Med tistimi, ki bi zdaj z koncilom, v duhu koncila spreminjali vse, kar je mogoče, in med tistimi, ki ne bi spremenili ničesar. Ta dokument išče neko srednjo pot med tema napetostmi. Vidimo, da se pojavljajo velike konkretne težave v recepciji velikega načrta, ki ga je imela koncilska konstitucija. Obtožbe so po desakralizaciji, po banalizaciji in v liturgike instauracione se išče odgovor. Varietatis legitime je pa že naslednja generacija. Zdaj, tukaj je to generacija. To je generacija Janeza Pavla II. To je generacija, ki vidi cerkev preko televizije, velika srečanja, Janez Pavel II papež gre v Afriko, gre v Azijo. Katere so zdaj variante vsega obreda, ki jih tam lahko obhaja, katere so občutljivosti vernikov v zelo različnih kontekstih in kaj je zdaj avtentičnost vsega obreda. Tukaj je zdaj pa že restriktivni značaj te inštrukcije, ki želi konzervirati avtentičnost rimskega obreda. In podobna, ali bo še močnejša apologetična drža, pelje v naslednjo inštrukcijo, ki je šla leta 2001. Liturgija Authentica. Liturgija Authentica spregovori, da je avtentično to, kar je jezik. Žal, ali vso njeno bogatstvo je v tem, da spregovori zelo hvalevredno v latinskem jeziku, ampak nič več kot v tem. In zahteva dobesedne prevode. Po 20 letih prevajanja v različne ljudske narodne jezike, koncilski, kongregacijski dokument zahteva dobesedne prevode. Kaj to povzroča? Koncil predstavi tako. Besedilo ne bo dobesedno prevod. Zraven je pa kateheza, zraven je pa homilija, pa boste tam razložili besedila, ki jih ne razumete. To mora biti dobesedno prevod. Ta inštrukcija povzroči ali kaže veliko skrb druge koncilske generacije in ta skrb ni zgolj prevajalska, ampak je interpretativna. Interpretativna po pomenu značaja, koncila ali pastoralno, dogmatično in podobno. Med prevajalcem ta dokument, zlasti na bibličnem inštitutu, zelo sproži velike probleme, velike konflikte. Ne omenim samo eno anekdoto, pa bom s tem zaključil. Na drugem Vatikanskem koncilu, ena anekdota z koncila, v konstitucijo bogoslužja zapiše, da je cerkev sakrament. In en načkov z odlično latinščine iz Bližnjega vzhoda se ostane in pravi, da je to nasprotje z Tridentinskim koncilom, ki je določil, da je sakramentov 7 in da je to celo heretična misel. In v pripravi besedila je bilo, da je cerkev sakrament. Na kar se je kardinal tajno ustal, pa ga je vprašal, gospod ekscelenca, ali vi še nikoli niste molili bogoslužja velike sobote? Namreč v misalu iz Trenta je prošnja na veliko soboto, iz katere smo pripisali to formulacijo. To, da je cerkev sakrament, je cerkev vso zgodovino molila, ne glede na to, da je na Trentu določila 7 sakramentov. Podoben izziv, to je ta prošnja, še danes imamo v misalu, cerkev je sakrament, ali pa prošnja v prvo apostolno nedeljo, da je post sakrament. In zdaj vprašanje, ki se tukaj pojavi, če upoštevamo liturgijo Authentica, moramo to besedo prevesti kot
zakrament, kar si ni upal nobeden od mednarodnih jezikov. Vsi jeziki, vsi koncesijski dokumenti, vsi narodni jeziki torej prevajajo to kot skrivnost, v slovenskem pisanju prevajajo kot skrivnost in povzročajo dilemo, kako zdaj dobesedno ali pa upoštevati inštitucijo, ki zahteva dobesedne prevode. Niso vsi prevodi enaki. Ni mogoče z vsemi kriteriji zmeraj prevajati vse na isti način. Lahko govorimo o zvestem prevodu, o korektivnem prevodu, o dopolnjujočem prevodu in prevodu, morda v teh inštrukcijah je treba poudariti še zadnjo ključno točko, da to zaključil. To dilemo med to inštrukcijo, ki zahteva dobesedne prevode, je rešil ali pa razplet sprememba zakonika 838 papeža Frančiška, ki je kompetence po presojanju prevoda preložil na škofovske konference. Danes ni rimski srečen kongregacija, ki odloča, kdo ali kaj je prevedeno, kompetence ima škofovske konference. Vrnimo se torej svetemu Hieronimu, o njegovem prevajanju. Hieronim je želel, da ljudje Božje besede razumejo. Prošnja, ki je misal, manj kot 5% novih prošnj misal so nove kompozicije. Prošnja svetemu Hieronima je nova kompozicija. Ta kompozicija je sestavljena iz dobesednega citata stavka iz konstitucije, ki govori, da je sveto pismo pri bogoslužnih obredih največje važnosti. Iz njega se kadejo darila, v homiliji se razlagajo, iz njega se pojejo psalmi, po njegovem potihu in spodbudi so nastale prošnje, molitve, liturgični spevi. Zato je treba za obnovo, napredek in prilagoditev svetega bogoslužja pospeševati tisto prisrčno in živo zavzeto za sveto pismo, slavo novinost lekture Sacra Affectum, ki jo izprečuje izrečilo obredu. Euhologija, nova, nastane po koncilu, dobesedno prepiše koncilsko besedilo. Drugi del te euhologije govori o fons vitae, Psalm 35, recimo, pri tebi je izvir življenja, ali pa pregovori. Zakon, postava je modri izvir življenja. Ali pa razodetje in rekel mi je, jaz sem alfa in omega in dal bom tistim, ki so želni, izvirov žive vode. Velikonočna skrivnost, ki je želela spremiti, pa reče to, če euhologija v spredje ne postavlja več zgolj na primeru Hieronima, bogatega izročila sakramentarja, postavi v center neki novi poudarek. In ta novi poudarek, teološko, pastoralno vrednotenje, je vrednotenje svetniškega dela. Njegovega dela, ki je bilo predvsem v tem, da bi ljudje imeli, da bi Božje ljudstvo, da bi bralci imeli sladek in živo srčnost do Božje besede. Ampak zato jo morajo razumeti in zato prevajamo, zato je pomembno prevajamo. Hvala za to.